V središču Škofje Loke nas vsakič znova navdušijo srednjeveške stavbe, ki svojo obliko ohranjajo skoraj nespremenjeno že zadnjega pol tisočletja. Natančneje od leta 1511, ko je bil večji del mesta obnovljen po hudem požaru. V eni od teh 500-letnih zrelih dam na Spodnjem trgu ali Lon trgu, kot mu pravijo Ločani, je radijska in televizijska voditeljica s tenkočutnostjo in zvrhano mero potrpežljivosti uredila podstrešno stanovanje. Kamorkoli se tu obrnemo, čutimo utrip preteklosti, prefinjeno pomešane s sodobnostjo. Za povrh je tu še začimba ženstvene energije, ki stanovanje naredi popolno. Monika in Marjetka, živijo! Monika, pred kakšnimi 5 leti smo bili tukajle, ko je izgledalo rahlo drugače. Zelo drugače. Čisto drugače. In jaz sem presrečna, da je končno po 5 letih takole, zdaj kot je. Danes, ko pogledam tole, je wow, super. Kaj je bilo treba odpreti, kako je bilo treba poseči v samo stavbo, da zdaj imamo takole lepo stanovanje? Ja, potrebno je bilo iti kar od začetka in na vse. Namreč podstreha je bila podstreha, kot jih poznamo, nebivalna, a ne, Monika, in je bilo treba začeti pri strehi, pri samem skeletu, pri sami ideji, kako to rešiti, tudi tlorisno, vsebinsko, a ne. V ta namen je bilo narejeno kar nekaj načrtov in ko je dozorel tisti pravi, smo se lotili dela, a ne. Si bolj prepustila arhitektki, si imela predstavo, kaj bi želela? Sem kar večino prepustila arhitektki. Tudi hvaležna sem za vse nasvete mame, ki se je že prej pred leti lotila nekako obnove v tej stari hiši prvega nadstropja, tega bivalnega. 500 let zgodovine te hiše, slučajno veš, kaj vse se je že dogajalo v njej? Hiša je bila last mojega prapradeda od konca 19. stoletja. Bil je tudi obrtnik, čevljar, tukaj je imel svojo delavnico. No, potem je pa ta hiša, se pravi njegov sin, ded, se je ženo preselil v Ljubljano, je bila nekaj časa prazna. No, potem se je pa takrat mami odločila za odprtje zasebne lekarne in se nekako lotila tudi prenove hiše, ki praktično traja že skoraj 30 let, ko postopoma počasi vsako leto nekaj. Ohranili smo tudi stare elemente, ki smo jih odkrili med prenovo, recimo opečnati oboki so to, pa kamniti portali, tako pri oknu kot pri vratih. V tem kontekstu smo gradili to zgodbo, no. Eden večjih izzivov izgradnje stanovanja je bilo vprašanje, kako s stopnicami nemoteče povezati dnevne prostore s spalnim delom v mansardi. Mizar je najprej pripravil začasne stopnice in šele nato, ko so videli, da bodo dobro funkcionirale, so dali v izdelavo končno verzijo stopnišča z dodanimi kovinskimi varnostnimi prečkami. Sicer pa vse stopnice v stanovanju predstavljajo kar dober trening. Koliko jih je že vseh skupaj? Nisem štela nikoli, ampak jaz sem prepričana, da jih je več kot 50. Taka telovadba. Jaz sem jih prej naštel in sem jih naštel 49 do tele etaže. Ampak pol pa gremo še više. Še malo više, ja. Ti to ni nikoli odveč? Ne, je kar tak trening, da smo fit pol še za kakšen hrib, za rekreacijo. Če precejšen del stanovanja zaznamujejo elementi, ki ohranjajo pridih tradicije, na primer vidni tramovi, pristne opečne stene in s posebnimi čepi na podlago pritrjen eksotičen parket, pa sta obe kopalnici, oblečeni v pastelno keramiko, bolj sodobni, celo prestižni. Vidim, da veliko raznovrstnosti sta si privoščili pri izboru svetil. 4 luči, no, so tiste, ki sem si želela, da bi res nekako izstopale, ta nad klavirjem, lestenec pa v kopalnici, tej spodnji, in v spalnici in v tem galerijskem delu. Res je tudi to, da je v hiši vgrajenih veliko stropnih luči, to pa predvsem zato, ker vseeno podstreha ne nudi toliko dnevne svetlobe, a ne. Ko si pa zaželi malo več domačnosti, ima pa tudi kakšno stoječo luč, ki da ta pridih bolj intimnosti, a ne. Monika zaradi narave dela vstaja sredi noči, zato ji vse luči pridejo še kako prav. Kot tudi krasen balkon, na katerega se iz spalnice in mimo Škofje Loke, slikarja Janeza Hafnerja, napoti na prvo jutranjo kavo.
Se res, Monika, ti si jutranji človek, ti delaš v jutranjem programu. Zelo jutranja. Biti jutranjik, to je že diagnoza. Ampak to pomeni, da moraš noč zelo, zelo kvalitetno preživeti, mislim, prespati. Ja, in ta noč je zelo kratka, ne. Joj. Včasih vstanemo tudi že ob 3 zjutraj. Ja, ni to vsak dan, no, ampak ja, kvaliteten spanec več kot dobrodošel in razmišljala sem v prejšnji sobi, sem imela eno tako kovinsko posteljo, ki bi nekako tudi prišla mi prav oziroma do izraza, no, ampak sem se potem vseeno odločila za zamenjavo postelje, za udobje, ker ne, spimo se veš, tudi 3-4 ure kdaj. Emil, v čem je zdaj štos teh box spring tipa postelj? Zakaj so postale naenkrat tako priljubljene? Ja, res je, te postelje so v zadnjih letih neverjetno priljubljene. To je postelja narejena samo za lastnika postelje. On si pri tem izbira lahko neomejeno število barv. Postelja box spring je namreč v celoti oblazinjena. Te postelje so zelo visoke, to ljudem zelo všeč, ker je zjutraj preprosto vstati. Izbirajo si vrsto stranice, izbirajo si velikost in seveda si izberajo tudi to, kar je najbolj pomembno, spalno udobje. Kaj v resnici pomeni individualizirano ležišče? Individualizirano ležišče pomeni, da je ležišče narejeno po telesnih merah lastnika, uporabnika te postelje. Kar pomeni, če je nekdo širši v ramenih, mora imeti v ramenih mehkejše ležišče in če je nekdo širši v bokih, mora imeti v bokih mehkejše ležišče. To pa ne pomeni, da bo cela postelja mehka. V križu nas mora namreč podpreti, da dosežemo pravilen spalni položaj in da se v takšni postelji tudi dobro naspimo. Ker je postelja modularna, so jo po delih zlahka prenesli do spalnice v mansardi ter nato sestavili na licu mesta. Njeni personalizirani stranici se ujemata tudi s črnimi elementi v retro tapeti za vzglavjem. Kako se pa takšne postelje postiljajo? Če je vgrajen tako imenovani exclusive top sistem, to je toper, ki pa je pritrjen za drgo, tako da se ne more premikati levo-desno, ga res lahko zelo preprosto postiljamo. Lastniki se pohvalijo, da dobesedno v nekaj sekundah postiljajo posteljo, pri tem pa nam povejo, da je to res dobro za njihovo hrbtenico. Namreč ni se jim treba sklanjati globoko, da bi dvigovali težko vzmetnico, temveč skoraj brez sklanjanja preprosto namestijo rjuho. Enkrat bo ta postelja dotrajana. Kaj takrat z njo? Cela postelja ne bo nikoli dotrajana. Namreč konstrukcija bo z nami morda lahko do konca našega življenja. Res pa je, da bo mogoče treba vsakih 10 let zamenjati ležišče, spalno udobje, lahko se zamenja oblazinjanje, tako da spremenimo barve v spalnici, lahko se zamenja samo prevleka, če se zguli, ampak konstrukcija postelje je pa večna. Kot je večen tudi izbrani slog opreme in dodatkov, ki jih je stanovanje polno. Opazimo številne spominke s potovanj, knjige in stare kose pohištva, ki so družinska dediščina že desetletja. Drugače pa je stil, bom rekla takole, tak, kakršen pristoja hiši. Mal starin, podeželski, Monika je tudi ljubiteljica francoskega podeželja, mečken tega pridiha se da čutiti tudi pri opremi, predvsem na balkonu, a ne? Tako da ja, bi rekla podeželsko, staromeščanski stil opreme. Da sem velika ljubiteljica umetnosti in sem v vseh teh letih se je nabralo tudi kar nekaj umetniških del, tudi Škofja Loka je mesto umetnikov, tukaj so Dora Plestenjak, Domen Slana, Janez Hafner, tako da sem z veseljem so tukaj z mano, tako v tem spodnjem, kot tudi zgornjem delu v stanovanju. Monika, kakšna je zgodba klavirja, ki kraljuje sredi prostora? Ne igram klavirja. Prva in moja velika želja, no, ko sem začela razmišljati o svojem stanovanju, je, da bi imela res en celoten, odprt, velik prostor in sem si vedno želela tudi en kos tak poseben dati v to stanovanje in klavir ima eno posebno zgodbo, je iz leta 1870 in še nekaj. Kako so ga prenesli v tole stanovanje, si lahko predstavljaš? Ja. Da so ga razžagali po stopnicah. So bili pa res zelo močni fantje, 6-7 jih je bilo. Zelo počasi so ga prinesli gor. Klavir sem dobila v bistvu za rojstni dan za darilo po smešno nizki ceni. Sta mi povedali, mami in sestra, ki sta mi ga kupili, ker sem ga vrsto let opazovala pri prijatelju v garaži, naslonjen na eno steno in sem rekla, jaz bi imela to doma, lepo bi ga obnovili, zrihtali in smo tudi. Tako da zdaj samo še čakamo, da
da preizkusimo, kakšen zvok ima. A ga lahko jaz probam? Ja, prosim. Jaz sem ne znam igrati.